Je bila na nek način, ampak seveda ne fotografija sama, ampak dobro. Prva stvar je bilo treba posneti in to ni bilo preprosto, druga pa potem seveda analiza, ki je iz tega sledila. Namreč, predstavljajte si, omenila ste sama 2,2 milijona svetlobnih let. Torej tale nekako najbližja galaksija podobne velikosti, kot je naša, v kateri živimo, svetloba z nje potuje do nas približno toliko časa, kot je minilo od takrat, ko je Lucy hodila kot en bolj prvih hominidov po Afriki, pa seveda do danes. Andromedo se mimogrede da videti s prostim očesom in če imate kdaj veselje, je to v teh očeh možno narediti in skratka ste videli svetlobo staro 2,2 milijona let z lastnimi očmi. Zdaj, zakaj prelomna? Zaradi tega, ker seveda pri teh razdaljah ni preprosto vedeti, ali so neke meglice, če boste Andromedo pogledali z majhnim teleskopom, ne boste zelo impresionirani, ker bo videti tako kot nek oblaček. Pa ni to meteorološki oblaček v naši atmosferi, ampak kot rečeno daleč in opazujete pravzaprav nekaj 100 milijard sonc, ki tam svetijo na tej veliki razdalji. Pomeni, da ni trivialno ločiti med nekim bolj lokalnim oblakom, morda plina v naši galaksiji, pa med nekim oblakom zvezd zelo daleč v vesolju. In ravno ta debata med dvema znanima astronomoma, Shapleym in Curtisom, je potekala v bistvu precejšen, ta debata je nekako potekala tam nekje kakšno desetletje, dve pred tem Hubblovim opazovanjem in pravzaprav ni bilo jasno, so bili argumenti na eni strani, argumenti na drugi strani, tudi kakšna napaka, interpretacija se je zgodila in podobno. In skratka, sta bile dve šoli. Ena šola je bila, obstaja naša galaksija, te, kot so jim rekli, spiralne meglice so del naše galaksije. Druga razlaga je pa rekla, to so pravzaprav galaksije, kot je naša in vesolje vse polno teh galaksij. Na koncu je priveslo to drugo zgodbo, skratka vesolje vse polno galaksij, v naši galaksiji je nekaj 100 milijard zvezd in takih galaksij v vesolju tudi nekaj 100 milijard, se pravi dejansko smo, če speljemo pomen tega odkritja, mi smo samo ena od 100 milijard galaksij in samo naše sonce je samo eno od več 100 milijard sonc v naši galaksiji. Z tega ugotovite, da pravzaprav človek rata zelo skromen, nenadoma nismo več mi in edini in središče vesolja, ampak pravzaprav nekaj zelo povprečnega in normalnega, najbrž v tem vesolju, vsaj naše okolje. In to pomeni, da iz tega vidite, da je bilo važno se ugotoviti, katera razlaga je prava. No in Hubble je naredil eno pomembno zadevo, se pravi, imel je največji teleskop takrat na Mount Wilsonu, in ta teleskop, tako zvani stolničen teleskop, se pravi 2,5 metra, dobro bi bilo to bolj majhno, ampak takrat je bilo seveda to največji teleskop na Zemlji, je naredil zelo podrobne posnetke te galaksije in je ugotovil, da te pikce, ki je rekel, da so najbrž zvezde, da nekatere od njih utripajo, se pravi, da so spremljive. In že od prej je bilo pa znano, Henrietta Leavitt je to naredila, da so vedeli, da take na poseben način utripajoče zvezde, se pravi, ki je svetlejša, temnejša, tako kot da taka žagasta krivulja je, da obstaja zveza med tem, koliko hitro svetli in temni in med tem, koliko je zares svetla. Iz tega je lahko Hubble sklepal, da pravzaprav tej utripajoči svetilniki tam v tej Andromedi, pravzaprav, če so enako svetli, kot smo jih videli tukaj v naši okolici, potem mora biti ta galaksija v resnici zelo daleč in pomeni, da je to ločena galaksija, da ta Andromeda ni neka spiralna meglica v naši galaksiji. To je bilo prelomno, to je bilo prav, je pa seveda včasih tako, v znanosti, kot rečeno, ko ste na fronti, se kdaj kakšna stvar tudi malenkost sfiži. V osnovi je imel prav in gre za fundamentalno odkritje, o tem ni nobenega dvoma. Je pa res, da tam nekje za kakšen faktor 2 ali 3 se je pa morda zmotil v razdalji, zaradi tega, ker pač se skaže, da je teh tipov pulzirajočih zvezd več in da so bile malo različne populacije na enem in drugem koncu, ampak to je pravzaprav neka stvar, ki je samo nek dodatek. Vsekakor ne moramo zdaj kritizirati, recimo, Hubble. Imel je popolnoma pravilen sklep, če to predpostavimo, je to res in to, kar je predpostavil, je bilo skoraj čist res, tako da je dobil malenkost različne rezultate, ampak bistveno boljši, kot so ga imeli pred tem. Tako da dejansko včasih, lahko tudi eno opazovanje prinese relativno veliko spremembo.
Ne. In od takrat naprej, če gledamo, to je zdaj cel proces, jaz lahko rečem, se je tukaj dogajal, če vzamemo neka stara ljudstva, seveda vsaka civilizacija je imela, vsako pleme ima svojo razlago nastanka sveta, ne. Potem, če gledava dolgo časa, od Aristotela žal naprej, se je pač Zemlja postavljala na središče sveta, smo imeli geocentričen sistem, potem pride renesansa, nenadoma je Zemlja samo še eden od planetov v našem Osončju, slučajno ravno ta tretji po vrsti, nič zelo posebnega samo po sebi, in to zadevno na nek način že nismo središče vsega. Potem je bilo tam nekje na prelomu iz 19. v 20. stoletje, Kuiper recimo je mislil, da smo mi vsaj v središču našega sistema zvezd, naše galaksije, bi danes videli, pa je spet prah tukaj malo zagodil med zvezdmi in se je malenkost zmotil pri tem. Potem je ratalo pa jasno, da obstajajo druge galaksije, pa da smo mi na nekem zelo povprečnem mestu v bližini enega spiralnega kraka naše galaksije in da skratka vesolje kot celota je na nek način zelo podobno na dosti velikih skalah, kamorkoli pogledate. Tukaj vidite to pravzaprav vztrajno manjšanje narcisoidnosti človeštva. Na začetku seveda mi kot evolucijsko uspešna vrsta mislimo, da smo vrh vsega, potem pa nas časoma narava poduči, da pravzaprav morda saj živimo na nekem zelo povprečnem planetu.